Otoška Prešernijana. Mirko Mahnič, Prešern na Silvi. Dve knjigi obsega torej dva dela vsega ta knjiga. Prvo celovit razgled po Prešernovih poezijah sklepa 13 prilog, ki strnjeno povzemajo poglavitna, motivna, slogovna in izpovedna jedra. Drugo s podnaslovom Ritem in napev obsega 15 pesniških enot. Ves svežen razmišljanj razveseljivo prepletajo doživetja poletnega počitniškega bivanja na otoku, ustvarjalnega spominjanja sporednic, shranjene v skrinji dragocenih spoznanj iz domače in svetovne literature. Ob mnogoterih členitvah prav to blagodejno deluje na bralca, skoraj tako kot na pisca silvanske Prešernijane Sapica z morja, kot vonj z otoških vinogradov, kot dobra hladilna kapljica z mirom vabeča, kot velika ljubezen do pesnika Prešerna, ni kot rahla otožnost, ker naš čas zanj nima dovolj posluha. Pisanje je zmeraj težje, Prešern je nepremagljiv, prečist je za opazovanje iz našega časa, zanj nerazumljiv, nezanimiv. Mahniča je na trenutke obšlo malodušje. Čemu to počne? Sem prispeval kaj novega. Kaj ni vse to moje obananje komaj kaj vredno? Kaj ne bi kazalo vse skupaj poriniti z mize? Potem popijem do dna in to mi pomaga, po Prešernovsko, do spoznanja, da je veliko dela že odlično opravljenega, vendar je moje drugačno. Spet prisluškuje jezikovni orkestraciji pesmi, izpisuje členi. Pretiravam, pri vsaki pesmi sem daljši, a me kljub temu žene, da bi bil še podrobnejši, da bi se posebej loteval ne le vsake kitice, temveč vsakega verza posebej. Nemalokrat celo vsake besede, kar naprej se mi odpirajo novi razgledi, ki o njih vem, da jim nisem kos, neizrazljivi so. A mi v podobah in zvokih nezadržno prihajajo v podzavest. Spet ga narava umirja, razveseljuje, spodbuja in nagovarja. Noč je spet mimo, zgodnje jutro že razmetava svetlobo, potem pride sonce, ki jo urejuje in razdeljuje. Škržati so že pred pulti in brez napake odigravajo svoj neuničljivi napev. Ni dvoma. Prešern se je zavedal tonskega in melodičnega ozadja svojih pesmi. Pesmi odslikavajo pesnikov čut, odgovornosti zase, za sočloveka, za ljudstvo, za naravo, za vsebinsko, idejno, etnično, oblikovno in tudi kompozicijsko-muzikalično plat svojega pesnikovanja. Tako nastaja nova preglednica, ki dopolnjuje prvo, Mavrice čisti svit, moč in lepota Prešernove besede, Družina 2001. V silvanski Prešernijani ne manjka razgledov po Prešernovem malem katekizmu ali slovenski veroizpovedi, krst 28, 29, 30 kitica. O tem, da je krščanstvo vera ljubezni in miru in sprave. Da je treba moliti iz prave misli. Bog je pomembno navzoč ne samo v zdravnici, tej hvalnici, bratstvu in svobodi, temveč tudi v drugih pesmih. Bog živi v pomenu Bog poživljaj in oživljaj našo deželo, v slovenski svet, Slovenke in vse dobre ljudi. Beseda Bog je uporabljena vsaj 70krat. Bog te obvarje, Bog smili se, Bog duše se usmili, pomagaj Bog, sam Bog ne veš, ki ve, naj Bogu bo hvala, tam Bog mu daj plačilo prestal, sam Bog ve kaj. In besedne zveze, pri Bogu obljubiti, priseči, njemu tožiti, ga hvaliti,
On daje plačilo trudu, plačuje vsa dela, ohranja domovino, odvrača bridkosti, je pravi največji prizanesljiv, je več ljubezni, je oče, je praluč, je duh sveta. Božji sklepi mili, Božja dobrota, milost Božja, Božji obeti, Božja slava, Božja čast. Prava galerija verojskega izrazja. Da bi nevesa milost nam skazale, naj pesmi milost moja, saj vsije in njene milosti dni ne zamudim. Spoštljiv odnos do Marije, 18-krat jo vključi v pesmi. Od tega 10-krat v pesmi, ki se nanašajo na romarsko cerkev na Šmarni gori. Ljubezen pojmuje kot temeljno prvino človekovega življenja. Na ustih Bogomile so besede: odkrila se bo tebi stran groba, ljubezni moje čistost in zvestoba. Zadnje mesece v Kranju je Prešern bral psalme, Pridigarja, Sirahovo knjigo, Kemčanovo hojo za Kristusom. Zaželel si je, da bi umrl v veri svoje matere in zavestno sprejel to lažbo katoliške cerkve. Kako dober otrok je bil moj Franc, je umirajoča mati Mina govorila o Francetu. Kot grah debele solze je točil, ko je bral Jurjevo pismo z materinimi poslednjimi besedami. Neutolažljivo je jokal na njenem grobu. Tudi tako je mogoče razmišljati o Prešernu. Ampak to je le skromen začetek. To so bežni utrinki. Vi pa odkrijte celoto. Vzemite v roke premišljevalno knjigo Prešern na silu. Tako bodi. Amen.